Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Zakaj samo za 10 dni zaprimo državo do konca mandata? Svetovalna skupina za COVID-19 naj bi vladi predlagala 10-dnevno zaprtje države. Figo freško. Zakaj samo 10 dni? Zaprimo državo do konca mandata te vlade. Zaprimo vse, prepovejmo proteste, omejimo gibanja, v čakalnice zdravstvenih domov in bolnišnic, kot tamle lepo piše, spustimo zgolj zdrave, če pride kdo drug, pa pokličimo policijo. In vsi problemi bodo izginili. Ali pa tudi ne. Sedaj pa se lotimo 30. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali: nas reši nov volilni sistem. Bi nov volilni sistem vrnil demokracijo v Slovenijo? Te volitve bodo odločale o povratku demokracije, tako pravi nekdanji predsednik Kučan. Ali za ta povratek potrebujemo tudi nov volilni sistem, bomo vprašali naša posebna gosta. Profesorja dr. Rada Bohinca in profesorja dr. Ivana Svetlika. Toplo pozdravljena. Dober večer. Rado, Ivan, vidva sta v bistvu predstavnika Nacionalnega sveta za demokratično spremembo volilnega sistema, sem prav povedal. Tako je. In se zavzemate za spremembo volilnega sistema, ampak ne samo za spremembo, ampak za točno določen volilni sistem, kombiniran volilni sistem. Vse o tem se bomo danes še veliko pogovarjali v oddaji, ampak za začetek bi te vprašal, Rado, zakaj je recimo, vemo, Ustavno sodišče je že reklo, da obstoječi volilni sistem neskladen z ustavo, ampak vi vendarle imate še neka druga stališča o tem, zakaj obstoječi volilni sistem ni primeren. Izvoli. Mi se zavzemamo za nov volilni sistem, ne za njegove korekcije, ne za njegove dopolnitve. Že vrsto let, desetletij teče razprava o tem, da je potrebno volilni sistem spremeniti. Doslej se to ni uspelo, ker stranke niso dosegle soglasja. Volilni sistem, kakršnega ima Slovenija, trenutno ima številne pomanjkljivosti. Kot rečeno, jih je nekaj že ugotovilo Ustavno sodišče, ampak ne samo Ustavno sodišče. Ugotovilo jih je tudi ljudstvo, volivci. To so pokazali s tem, da vse manj hodijo na volitve, da vse manj zaupajo izvoljencem, to se pravi poslancem Državnega zbora. In to je po našem prepričanju treba spremeniti z temeljito spremembo volilnega sistema. To pomeni z novim sistemom. Kaj naj ta novi sistem doseže? Doseže največjo povezanost ljudstva z njegovimi predstavniki v Državnem zboru. Doseže naj, da poslanci predstavljajo volivce, ne da predstavljajo interese in voljo političnih strank. Da se ne bo dogajala, kot se nam dogaja sedaj desetletja, da se parlament pretvarja v boje političnih strank, v pravzaprav ideološke boje, ki samo hromijo državo, ki na zadnje povzročajo precej pogosto spreminjanje vlade. Zasledil sem podatek, da od leta 2000 smo imeli že 11 vlad, to se pravi več kot 2 v 10 na mandat. To pomeni, postajamo že kar precej politično nestabilna država po statistikah. Skratka, treba je vrniti zaupanje v parlamentarni sistem, vrniti zaupanje volivcem. In zato, da bi to storili, je potrebno seveda temeljito spremeniti način, kako poslanci so izvoljeni. Danes so poslanci izvoljeni pravzaprav na strankarskih listah. V bistvu ljudje ne volijo danes bodočih poslancev, ljudje volijo strankarske liste in ljudje s svojimi glasovi pravzaprav vzpostavijo razmerje med različnimi strankami. Potem pa se kot podrejeno temu, kot posredno ugotovi na en zelo zapleten način, kdo je tisti od posamezne stranke, ki bo tudi postal poslanec. Skratka, poslanec ne postane tisti, ki ima največ glasov v volilnem okraju, ampak postane tisti, ki ima to srečo, da ima najvišji odstotek znotraj stranke. S tem se nekako pretrga zveza med poslancem in volilnim okrajem. In imamo v Sloveniji danes situacijo, da kar 21 volilnih okrajev nima svojih poslancev, v 2-3 volilnih okrajih imamo pa
po več poslancev, tudi po 3 poslance. Skratka, to, kar mi želimo doseči, je ta povezanost volivca z svojim volilnim okrajem. To pa pomeni, da bo zares volilec vedel, za koga glasuje in da bo ta tudi na kandidatni listi in na kandidatni listi bo obkrožal številke pred imenom in priimkom in ne številke pred stranko. To je en zelo velik premik, ki ga je možno doseči samo v okviru tako imenovanega kombiniranega volilnega sistema, kjer imamo 2 glasovnici, ena po večinskem sistemu, podobno kot volimo župane, druga pa po proporcionalne, podobno kot danes volimo stranke. Ampak o tem bomo verjetno še govorili. Ja, bomo, ja. Ivan Rado je rekel, veliko volilnih okrajev nima svojih predstavnikov, ne? Ampak sej po ustavi pri nas so poslanci predstavniki vsega ljudstva, zdaj pustimo, kako to izgleda v praksi. V praksi izgleda, da res so bolj recimo zavezani svojemu volilnemu okraju. In pa to, kar je zdaj Rado rekel na koncu, ne? Se pravi, bi volili deloma po večinskem volilnem sistemu. Zdaj, zakaj recimo pol ni rešitev po vašem mnenju večinski volilni sistem, se tam bi pa izvolili potem poslanca iz vsakega volilnega okraja? Ja, jaz bi k temu dodal še nekaj, kar je Rado povedal. Mislim, da v osnovi je treba to povezavo med volivci in pa poslanci iskati na neki drugi točki. Namreč 43. člen Slovenske ustave pravi, da ima vsak državljan pravico biti tudi voljen. V resnici pa temu ni tako. Treba je pravzaprav vedeti, da vmes so kar naprej stranke. Ti ne moreš priti na listo kot predstavnik neke skupine državljanov, ki imajo željo, da bi svojega predstavnika dobili, če nisi član stranke. Tudi to je zelo pomemben del približevanja političnega sistema ljudstvu in dviganja standardov demokratičnega odločanja. No in še tretja reč, ki se mi zdi zelo pomembna pri tem, je pa to, da mi želimo zaostriti tudi odgovornost izvoljenih poslancev. Res je, da v ustavi piše, da jim nihče ne sme dajati navodil, ampak to pa ne pomeni, da oni smejo odstopati od tistih obljub in programov, ki so jih bili ponudili takrat, ko so bili izvoljeni. To samo pomeni, po mojem razumevanju stvari, da pravzaprav jim ne sme neposredno nekdo prišepetovati in se iti neke vrste politično korupcijo. Ampak generalno gledano bi pa oni morali pravzaprav slediti svojemu programu, na podlagi katerega so jih volivci tudi izbrali. Zdaj, zakaj pa večinski, ne samo večinski sistem? Zdaj, te analize, ki so bile delane za nazaj, pa primerjalno med različnimi sistemi, pokažejo, da so bili večinski sistemi tako rekoč v veljavi na začetku, se pravi 2 stoletji nazaj, v prejšnjem stoletju je potem se kot verjetno neke vrste kontra rešitev pojavil proporcionalni sistem in zdaj naj bi preprosto začeli kombinirati prednosti enega in drugega in na nek način tudi se izogibati slabostim, ki so se pokazale v enem in drugem. In pri večinskem sistemu je problem seveda v tem, da lahko potem na koncu, ne glede na to, da imamo tudi dvokrožno odločanje, vendarle zelo majhna skupina ali relativno majhna skupina volivcev uveljavi pravzaprav svojo odločitev in dobi svojo vlado in svoje predstavnike. Medtem ko v proporcionalnem imamo pa bolj razpršen vpliv različnih interesov in različnih strank. Je pa zaradi tega ta proporcionalni sistem zato nekoliko manj stabilen, težje je napraviti vlado, mogoče tudi nekoliko manj učinkovit in zdaj idealno bi bilo kombinirati prednosti enega in drugega. Morda treba to posebej poudariti, da kljub temu, da sedanja zakonodaja omogoča, da kandidirajo tudi tako imenovani predstavniki civilne družbe oziroma državljanske liste, do zdaj v 30 letih ni bilo v slovenskem parlamentu niti enega predstavnika civilne družbe, niti ene državljanske liste, tako da imamo strankarski parlament. In če se je zastavilo vprašanje, ali so danes poslanci predstavniki vsega ljudstva, tako kot veleva ustava, moramo takoj premisliti, ali so tudi predstavniki tistih strank, oziroma tistih delov populacije, ki je nestrankarska, ki ni vključena v nobeno stranko in ki ne želi povezovati svojih političnih pogledov z strankami.
Teh je pa seveda velika večina in ti na nek način niso reprezentirani, ker poslanci striktno s strankarsko disciplino zastopajo stališča, ki jim naročijo stranke. To smo se verjetno že naučili. In del demokratičnih standardov je tudi izenačevanje pogojev delovanja, življenja različnih regij, različnih krajev. In če ni reprezentantov določenih regij, se seveda hitro zgodi, da so te regije potem pri odločitvah parlamenta deprivilegirane in nekateri dokazujejo, da je slika zastopanosti v parlamentu zelo podobna sliki investicij, ki se izvršujejo v Sloveniji. Ampak zakaj recimo po vajinem mnenju so tak problem politične stranke? Se tudi v Nemčiji, kjer pa imajo recimo ta kombiniran volilni sistem, se tudi tam so pač predstavniki strank v parlamentu, sej ni drugih. Zakaj je taka težava, da so stranke tiste, ki grejo na volitve? A nismo šli za to večstrankarski sistem, da imamo stranke, ki grejo na volitve in potem pač prevzamejo odgovornost za vodenje države? Absolutno, sej strank nihče ne meče iz parlamenta ven in ne odreka te posebne vloge. Res pa je, da bi želeli, da stranke ne konkurirajo samo med seboj, ampak bolj konkurirajo tudi z okoljem, v katerem so, in to okolje, kot je kolega Bohinc rekel, sestavlja pa tudi cela vrsta civilno-družbenih organizacij, ki bi rade pravzaprav svoje interese uveljavljale na državni ravni. In ta nov sistem bi omogočal, da bi se sistem odprl do teh skupin v večji meri in bi mogoče one same imele potem tudi predloge za dobre kandidate, ki bi jih reprezentirali v državnem zboru. Ok, predlagam, da tukaj naredimo krajši premor, ampak ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, ali Slovenija potrebuje nov volilni sistem. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno dr. Rado Bohinc in dr. Ivan Svetlik. Pogovarjamo pa se o tem, ali Slovenija potrebuje nov volilni sistem. Ivan, v vaši iniciativi, če smem tako reči, tem nacionalnem svetu za demokratično spremembo volilnega sistema, predlagate v bistvu kombiniran volilni sistem, kot ga ima ali pa po zgledu Nemčije. Kaj so, recimo, da zdaj povemo gledalkam in gledalcem, glavne prednosti tega volilnega sistema? Nekaj smo sicer o tem že govorili v prvem delu oddaje, ampak gotovo se da še kaj povedati. No, začnemo lahko s tem, da bi celo Slovenijo razdelili na 44 volilnih okrajev, ki bi bili enako veliki, približno 47.000 ljudi bi bilo v vsakem od teh okrajev. To je zdaj mimogrede pol manj, kot jih imamo zdaj v bistvu, ne? In seveda zato bi to naredili, da bi potem lahko vsak okraj dobil vsaj enega poslanca. V teh okrajih bi najprej potem volili po dvokrožnem večinskem sistemu, tako da bi vsak okraj enega poslanca dobil, naredila bi se lista kandidatov in to listo kandidatov oziroma spise kandidatov bi naredile po eni strani stranke, ki bi predlagale svoje kandidate, najbrž najboljše, po drugi strani pa tudi državljanske liste, se pravi skupina ljudi, 150 ali 250 ljudi, različno se še te številke vrtijo, bi lahko s svojimi podpisi predlagala kandidata, ki bi ga potem na to listo uvrstili. In potem bi seveda volivci izbirali izmed teh kandidatov, najprej tako, da bi pač glasoval vsak za svojega in če nihče ne bi dobil več kot 50%, bi šli v drugi krog in dva z največ glasovi bi potem v drugem krogu se soočila in bi jih na tak način volivci bi potem izbrali enega. Tako bi vsak volilni okraj dobil enega poslanca v državnem zboru. No, v drugi sistem, to je pa ta proporcionalni sistem, je pa podoben kot sedaj in sicer tako, da bi v volilni enoti v resnici stranke predlagale svoje kandidate in sicer tako, da bi pač imeli strankarske liste kandidatov, ljudje bi pa izbirali na teh strankarskih listah. Izbira bi šla pa tako, da bi vsak volivec izbral predvsem ime kandidata določene stranke. S tem bi seveda hkrati izbral kandidata in stranko. Temu rečemo tudi absolutni preferenčni glas.
V primerjavi s sedanjim stanjem, ko seveda stranke ponudijo listo, za katero nekdo glasuje, kandidate pa same razvrščajo in seveda volivci nimajo vpliv na izbiro teh kandidatov, bi v tem primeru seveda volivci, tako kot približno naredijo pri volitvah v Evropski parlament, izbirali tudi osebe. Zdaj, če te prav razumem, Ivan, bi pol v bistvu šli dvakrat na volišča. Ne, zbirali bi obakrat, torej oboje po obeh sistemih in obeh načelih bi na istih volitvah to izbiro napravili, vendar bi bilo v določenih primerih, v določenih volilnih okrajih treba iti še enkrat na volitve zaradi tega drugega kroga. Tako da v resnici bi imeli podobno kot pri volitvah županov, recimo, najprej volitve, glavne volitve in potem še tiste, kjer se odloča o dveh kandidatih, ki greta naprej. No, tisto, kar je še pomembno dodati tukaj, je, da bi morali kandidati izpolnjevati več pogojev, kot jih zdaj izpolnjujejo. Prvi pogoj je rezidenčnost, se pravi, ne bi jih pripeljali od kdo ve kot, ampak bi morali kandidati biti iz tistega volilnega okraja oziroma volilne enote, tam bi morali prebivati že določeno obdobje, recimo 1 leto. In druga zelo pomembna reč je pa to, da bi se morali predstaviti, da bi morali razkriti svoje bistvene podatke o sebi, vključno s programom. V te podatke o sebi seveda sodijo take stvari, kot so izobrazba, poklic, kariera, dosežki, pa seveda tudi vprašanje nekaznovanosti, vprašanje premoženja in podobno. Tako da bi se volivci zares lahko odločali v večji meri kot sedaj o kandidatih in bi seveda tudi vedeli, kaj lahko od njih pričakujejo. Rado bi ti še kaj dodal? Pravzaprav bi samo poudaril, mislim, da je bistveno to, kar je povedal kolega Svetlik, da obakrat na obeh listah, to se pravi z obemi glasovnicama, obkrožimo pred imenom in priimkom kandidata, za katerega je poprej javno objavljeno, kdo ta kandidat sploh je. On mora javno priglasiti tako imenovano izjavo o svoji osebni predstavitvi z vsemi referencami in volivec res glasuje o imenu in priimku človeka, za katerega lahko prečita, kdo je in kako, kaj lahko od njega pričakuje. Na ta način mi uresničujemo načelo odločilnega vpliva volilca na izbiro. Hkrati pa uresničujemo načelo tako imenovane enakosti pred zakonom, to je ustavno načelo, ki pa terja, kot je bilo povedano, enakost volilnih okrajev in zagotovitev, da je v vsakem volilnem okraju obvezno izvoljen najmanj en poslanec. Pomeni, da danes imamo, kot rečeno, okraje, ki so 3-krat večji kot neki drugi okraji. In je bistveno večje število volivcev in na koncu se zgodi, da niti nimajo poslanca. Mi bomo s tem mehanizmom razdelitve na 44 okrajev zagotovili enakost volilne pravice. No, morda samo še to, tudi pri volilnih enotah se nekaj spreminja in sicer ne več 8 volilnih enot, ampak 11 in sicer izhajamo iz sedanjih statističnih regij z nekimi korekcijami. Tako da imamo za volilne enote predvideno vnaprej določeno število poslancev glede na število prebivalcev in kot rečeno, volilni okraji so pa načeloma enaki. 10 do 15% maksimalno možno odstopanje glede števila prebivalcev. To je način, ki bo po mojem povečal interes volivcev za volitve, ker bojo dejansko s svojim glasom prispevali k temu, kdo bo resnično na koncu izvoljen in tudi imeli bodo možnost se seznaniti s tem, kdo pravzaprav je tisti, ki ga volijo. Je pa poleg tega vprašanja še ena zanimiva tema, o kateri bi morda lahko nekaj rekli. Ja. Namreč
na novo urejamo vprašanje odgovornosti poslancev. Oprosti, Rado, a lahko preden gremo na to temo odgovornosti poslancev, sam še nekaj razčistimo, pa gremo pol na drugo temo. Zdaj, ne mi zamerite, ampak tole, kar ste zdaj povedala, se meni osebno zdi kar precej zapleteno. No? Recimo, če karikiram zdaj, po zdajšnjem sistemu, če mi je všeč Janez Janša pa SDS, grem na volitve in obkrožim tam, kjer vidim napisano SDS. To, kar zdaj vidva predlagata, je v bistvu bistven odmik od tega. Ne? Že v samem procesu prijavljanja kandidatov, potem tudi volitve so recimo bolj zapletene, so 2 glasovnice, mogoče celo 2 kroga, ampak pravite pa, da mislite, da bi tak volilni sistem povečal zanimanje volivcev in uresničil ustavno načelo, da je vsak lahko izvoljen. Zdaj, sta vidva trdno prepričana, da v taki mladi demokraciji, kot je Slovenija, bi se to zanesljivo uresničilo, kar pravite? Lejte, zaupanje v stranke je danes zelo nizko. Če pogledamo podatke, ki jih delamo različnimi raziskavami, vidimo, da je eno najnižjih zaupanj v politične stranke, v poslance in v politiko nasploh. In zakaj je to zaupanje nizko, se moramo vprašati. Zato, ker ljudje pravzaprav, ko se odločajo, zares se lahko odločajo samo o strankah. Ne? V resnici pa ljudje iščejo osebe. Se vidimo, da tudi stranka zmaga dostikrat zaradi tega, ker ima liderja, ker ima osebo, ki ji ljudje zaupajo. In zdaj, če hočemo povečati sploh zaupanje volivcev v sistem, moramo dovoliti, omogočiti, da bodo kandidati na teh listah, ki jih bodo oni izbirali, prepoznavni, oziroma da bodo ljudje kaj vedeli o njih in jim omogočati, da te ljudi izberejo. Ker bodo potem tudi vedeli, na koga se obrniti, kadar bo nekaj šlo narobe, kadar bodo iskali odgovore na vprašanja, zakaj recimo so se znašli kot neka skupnost v položaju, ki ni ugoden v določenih krizah, ne, in podobno. To se mi zdi posebej pomembno, to se mi zdi posebej pomembno, da se na ta način vzpostavi povezanost poslance z volivci. To, kar danes pravzaprav ne deluje. Danes se poslanci morda pogovarjajo s svojimi strankarskimi kolegi, ampak nimajo pa tistega stika z ljudstvom, kateremu odgovarjajo. V bistvu ne odgovarjajo ljudstvu, ampak svoji stranki. Mislim tudi, da ni posebej zapleten ta sistem. Mislim, da je enostavnejši, transparentnejši ljudem. Bo popolnoma jasno, ko bodo pregledali, kdo voli v njihovem volilnem kraju, kdo ima po njihovem mnenju prave reference in se je treba zanj odločiti. Je pa res, da je to pomemben odmik od tega, kar imamo sedaj. Ker sedaj, če nekoliko poenostavimo, imamo v bistvu mi strankarske volitve. Mi danes volimo stranke, ne volimo poslancev. Poslanci so v bistvu rezultat potem enega zapletenega, tokrat pa res zelo zapletenega postopka izračuna, kdo je sploh dobil dovolj visok procent. To drži, ja. Zdaj, če hočeš glasovati za neko stranko, moraš pač obkrožiti kandidata, ki ga je ta stranka tja postavila. Ja, in mogoče ga je pripeljala celo kdo ve od kje, ga ljudje niti ne poznajo. Ja, tudi če ti ni všeč, pač nimaš druge izbire. Ja, in dvakrat se volivec odloča o imenu in priimku kandidata. Tudi na strankarski listi se odloča in to je tisti tako imenovan absolutni preferenčni glas. Ne bo več obkrožil številke pred stranko, ampak pred imenom kandidata, ki bo na listi neke stranke. In s tem bo v bistvu dal glas tudi stranki. Mi mislimo, da bomo s tem pristopom bistveno odprli politični sistem do ljudi, in da se bo ta tekmovalnost, ki jo pričakujemo med strankami in znotraj strank, s tem tudi zaostrila, kajti zdaj bodo tudi stranke morale recimo na kandidatne liste za večinski sistem, tam, kjer bo v volilnem okraju samo ena lista z različnimi glasovi, dati najboljše kandidate, da bi bili ti izvoljeni. In še nekaj je, kandidati oziroma bodoči poslanci bodo imeli interes, da se čim bolj povežejo z prebivalci oziroma volilci tistega volilnega okraja in bodo v teku mandata tudi občasno njim poročali, se posvetovali z njimi. Ne imeli samo neke ozke strankarske konsultacije, ker odgovarjajo v bistvu nekim strankarskim interesom, ampak odgovarjajo volilcem, ljudstvu in zato se bodo z njimi srečevali in jim poročali. Vse to gre v kontekst verjetno tega, kar si Rado prej omenil, se pravi vprašanje odgovornosti poslancev. Kakšne spremembe pa tu predlagate na tem področju? No, poglejte, odgovornost je pa v sedanji zakonodaji izjemno šibko urejena in mi tu prinašamo kar nekaj novosti. Nanašajo se na 3 vprašanja povezana z odgovornostjo. Prvo vprašanje
razlogov za prenehanje mandata poslanca. Sedanji zakon ima 3 razloge za možno prenehanje mandata. Recimo, če poslanec ne opusti neke dejavnosti, ki je nezdružljiva, če se znajde v postopku za kaznivo dejanje zapora nad 5 let in tako naprej. Mi glede prenehanja navajamo celo vrsto novih razlogov, zaradi katerih, če se poslanec znajde v taki situaciji, mu preneha mandat. Sem spada, na primer, zelo preprosto neplačevanje davkov, če se znajde na seznamu davčnih neplačnikov. Sem spada, če njegovo podjetje se znajde na seznamu davčnih neplačnikov. Sem spada njegov osebni stečaj. Sem spada vprašanje njegove integritete. Sem spada vprašanje, če je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzročil nekomu, ali na življenju, telesu ali na premoženju nekoga. Skratka, čim se znajde v nekih situacijah, ki jih natančno opišemo in ki jih tudi za to pristojni organi ugotovijo s pravnomočno odločbo, nastopi razlog za prenehanje in mora po zakonu Državni zbor ugotoviti prenehanje mandata. To je ena situacija. Druga situacija je tako imenovana zamrznitev mandata. Če se zgodi, da se poslanec znajde v kazenskem postopku za katerokoli kaznivo dejanje in je zoper njega pravnomočna obtožnica, mora po naših predlogih, po posebnih določbah, ki so zdaj v zakonu, Državni zbor sprejeti sklep o odvzemu imunitete in hkrati o zamrznitvi, o prekinitvi njegovega mandata do trenutka, ko se s pravnomočno sodno odločbo ugotovi, ali da je kriv za tisto, za kar teče postopek zoper njega, ali je oproščen. In če je oproščen, se preprosto vrne. Med tem časom je pa nadomestni poslanec. To je druga novost, ki je ustavno skladna in se imenuje prekinitev mandata. Tretja novost, ki pa dviga največ prahu, je pa odpoklic poslanca. Mi predvidevamo z zakonom tudi razloge za možen odpoklic poslanca, ki se zbere po pravilih o zbiranju podpisov po zakonu o referendumu in ljudski iniciativi in ki se potem izpelje na način, da se opravijo v tistem volilnem okraju ali v tisti volilni enoti nove volitve. Razlog, poglavitni razlog, ampak te stvari so bolj natančno razdelane, ker so pravno zelo občutljive, tudi ustavno pravno, je pravzaprav izguba zaupanja. Poslanec lahko izgubi zaupanje zaradi tega, ker je dal napačne podatke o svojih referencah, ker si je zlagal in podobno. Ampak lahko se znajde tudi v situaciji, kot sem jih prej navajal, v kazenskih postopkih pravnomočne obtožnice, pa Državni zbor ne ravna. In potem ustanejo volivci in presodijo, da bomo s odpoklicem dosegli pravico. Skratka, te 3 popolnoma nove institute smo vključili in želimo pravzaprav povečati družbeno odgovornost poslanca in njegovo večjo zavezanost volivcem oziroma ljudstvu. Mogoče bi dodali še to, da predvidevamo prepoved prehajanja poslancev med poslanskimi skupinami, pa tudi prehajanje v izvršno oblast in nazaj. Da bi se potem ta funkcija poslanca zares bolj resno vzela in da bi na nek način tudi povečali stabilnost potem parlamenta. No in še k temu tudi prepoved prehajanja iz državljanskih list v stranke. Če je nekdo izvoljen kot civilna družba na državljanski listi, ima prepoved, da se vključi stranko, ker bi sicer to lahko pomenilo situacije, s kakršnimi se nažalost zdaj soočamo prevelikokrat. Zdaj, da bi vse te spremembe, ki jih predlagate, postale meso, v bistvu rabite poslance, ne te, ki bi bili po novem sistemu volilnem izvoljeni, ampak te obstoječe, ki so zdaj. Veliko teh stvari verjetno tem poslancem ne dišijo preveč, mogoče kakšen izmed njih ali pa tudi več kot kakšen jih tudi ne izpolnjuje. Kako zdaj doseči, da bi pač prišli do tega novega volilnega sistema, kombiniranega volilnega sistema? No, poslanci so se že do nekaterih vprašanj, ki jih mi vključujemo, že pozitivno opredelili. In to je, kako bi rekel, argument na naši strani. Pozitivno so se opredelili za celo odpravo volilnih okrajev.
mi jih samo zmanjšujemo in del poslancev volimo v volilni enoti. In pozitivno so se opredelili tudi do preferenčnega glasu, to, kar uvajamo. Bo pa seveda to zelo naporna, kako bi rekel, pogajalska tekma s sedanjimi nosilci oblasti. Zagotovo bomo poskušali biti čim bolj prepričljivi v pogovoru s strankami. Verjetno bo treba to povezati tudi s prihajajočimi volitvami, tudi z ljudsko iniciativo, ki je edino orodje civilne družbe ta čas, ampak verjamem v moč argumentov in v moč podpore široke javnosti tem predlogom. Če bi k temu še nekaj dodal, poskusi, da bi se spremenil volilni sistem s sodelovanjem strank, so že bili narejeni, vendar so bili neuspešni. Mi ne bomo zaradi tega odnehali, ker verjamemo, da je razum pravzaprav in interes strank v smislu krepitve demokratičnih standardov tudi na tem področju in bomo poskušali znova in znova. In zato seveda bi želeli, da bi stranke zdaj tudi v predvolilnem času zelo resno premislili o teh predlogih in jih vzeli pravzaprav kot del svojih programskih zavez, ker do novih volitev bo zelo težko kakšno tako spremembo tako korenito upeljati, vendar bi neke odločne in zaresne programske zaveze lahko pripeljale potem do spremembe volilnega sistema za naslednji krog volitev. Seveda v idealnem primeru bi seveda že sedanje stranke in sedanji parlament lahko pravzaprav z dvotretjinsko večino potrdil nek tak zakon in ne bi izključili povsem tudi te možnosti. Sicer je pa tako, da tukaj pri volilnem sistemu gre za pravila igre, ki jih igralci sami ponavadi ne sprejemajo. To je tako kot v športu, ne sprejemajo igralci in ne spreminjajo pravil igre same, ampak jih je treba nekje drugje spremeniti in v primeru spremembe volilnih sistemov bi to moralo biti seveda ljudstvo, ker pravimo, da je v demokraciji ima oblast ljudstva in bi moralo na referendumu pravzaprav potrditi določen novi volilni sistem, če bi hoteli visoko stopnjo legitimnosti take odločitvi dati. In ta možnost seveda obstaja tudi v sodelovanju s strankami, ki bi po sedanjem zakonu o ljudski iniciativi in referendumu lahko pravzaprav naredile poizvedovalni referendum, predno gredo na odločanje in bi videli, ali in v kolikšni meri volivci simpatizirajo s predlaganimi spremembami. No, morda citiram nekdanjega britanskega politika Tonija Blaira, ki je rekel, da je volilni sistem preveč pomembno vprašanje, da bi ga prepustili samo politikom. In pravi volilni sistem, ki res ustreza kulturi, stopni, civilizacijski stopni, konkretnim zgodovinskim razmeram neke družbe, pravi tak volilni sistem lahko nekako oblikujejo samo vse demokratične družbene sile v neki družbi, ne samo politične stranke, ampak seveda tudi politične stranke in nič ne gre brez njih, zato se bomo zelo aktivno z njimi pogovarjali. Znano je, da je v Sloveniji razdeljenost političnih strank na eni strani na tiste, ki zagovarjajo večinski volilni sistem in na tiste, ki zagovarjajo proporcionalni volilni sistem. No, ampak poglejte, na naši strani so torej argumenti, da zadovoljimo obe strani, ker imamo elemente in večinskega in proporcionalnega ugrajen v ta nov kombinirani sistem in bi morale stranke zelo odgovorno in poglobljeno pristopiti k stvari, da ne bi našle tudi za sebe argumentov, da podprejo takšen volilni sistem. Sicer pa samo še tole, naš načrt je, da bi z ljudsko iniciativo pripeljali zakon vendarle še pred ta državni zbor in ga nekako postavili pred preizkušnjo, ali je sposoben začeti razpravo o tem. Zakon smo v bistvu pripravili, je tekstovno bolj ali manj končan in odvisno je zdaj seveda od javne podpore, kdaj bomo uspeli z ljudsko iniciativo, da zakon dejansko vložimo v
državni zbor. No, to je bilo moje naslednje vprašanje, ne? Ker vemo, v tem mandatu se predvsem predsednik republike, ki mimogrede danes praznuje rojstni dan, pa mu v tej priliki seveda iskreno čestitamo, veliko trudu, ne, da bi po odločbi Ustavnega sodišča prišli do sprememb obstoječega volilnega sistema. Zaenkrat povsem brezuspešno, neki poskusi so bili neuspešni. Ste vi z njim že o tem kaj debatirali, oziroma vemo, tudi imamo že izkušnje v Sloveniji pred leti, ko smo šli na referendum glede volilnega sistema, takrat celo več volilnih sistemov, pa se je potem to končalo na nek drugačen način s spremembo ustave. Skratka, vi resno računate, da bi še v tem mandatu uspeli in s posvetovalnim referendumom in s tem, da bi ta sklic državnega zbora obravnaval ta zakon? Kaj se zgodi, če vam to ne uspe, oziroma kaj se zgodi, če ne uspete v tem, ali pa če ga celo državni zbor zavrne? No, mi smo s predsednikom opravili pogovor in tudi ga seznanili s to pobudo, tudi vsebinsko ga seznanili z konceptom. On se tedaj ni odločil, da prevzame vodilno vlogo glede tega vprašanja. Povedal je o svojih izkušnjah, ki niso bile dobre. In nas povabil, da spet pridemo, če bomo nadaljevali s tem projektom. Tudi jaz mislim, da bo težko izpeljati posvetovalni referendum pred volitvami. Lahko pa izpeljemo postopek ljudske iniciative v toliko, da predložimo pred parlamentarce osnutek zakona. To lahko jih postavimo pred, kako bi rekel, preizkušnjo njihove vesti, ali so se pripravljeni spopasti z tem zelo zahtevnim problemom. In potem bomo tudi znali soditi stranke, tudi ko se bo potrebno odločati na volitvah, katere so se oprijele tega za Slovenijo zelo pomembnega in obetavnega projekta in katere ne. No, naj k temu dodamo, da tukaj vendarle gre za nek politično gledano tektonski premik. Mi imamo sedanji sistem v veljavi že od začetka naše državnosti in ta je bil sprejet kot začasni, takrat, ker se je mudilo, da bi lahko izvedli volitve, je bil na hitro, pa vendarle zgleda dovolj kvalitetno narejen za to, da je zdržal 30 let. Vendar je seveda pokazal vsem tem času tudi določene slabosti, ki jih zdaj mi s temi spremembami naslavljamo. In če gre za tako velik premik, seveda ne bomo odnehali že pri prvi oviri, zato bomo poskušali priti že v tem sestavu parlamenta čim dlje, potem pa seveda nadaljevali s temi prizadevanji tudi naprej. Prav, bomo videli, kako se bo zgodba odvijala v prihodnje. Mi bomo vsekakor to tudi podrobno spremljali. Za danes pa profesor Rado Bohinc, profesor Ivan Svetlik, najlepša hvala za vajine komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o volilnem sistemu, že 634. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, zakaj nam ne uspe ustaviti epidemije. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.